Današnji produkt, ki izvira iz nekih povsem drugačnih časov, je povsem drugačen od tistega prvega. Je pa tudi drugačen od avtomobilov, ki so danes trendovski. Zakaj? Ker se današnji avtomobili večinoma prilagajajo modi, namesto da bi modo prilagajali vsakdanjim navadam in željam. Primer. Danes morajo avtomobili biti videti športno, kupejevsko, kot na primer razred A. To pomeni, da se vanje vstopa nizko, kar seveda ne ustreza lepoticam v minikrilih. Po drugi strani so danes najbolj trendovski avtomobili SUV-ji, v katere se vstopa visoko, po možnosti ponujajo še kakšno stopničko. In to spet ne ustreza lepoticam. No, razred B zlahka proglasimo za avto leta po mnenju lepotic. Ponuja namreč udobje, hkrati pa je tako lepo oblikovan, da lepotica v njem ne bo pustila vtisa, da daje prednost praktičnosti pred šminko. Ne. B dokazuje, da je lahko tudi praktičen avtomobil oblikovan tako, da se za njim obračajo glave. In ker so najbolj privlačne tiste, ki imajo otroke, naj povemo, da bodo otroci v B-ja enostavno splezali. Hkrati pa lepe mamice niso tiste, ki bi prtljažnik merile z metrom v rokah, ampak z otroškim vozičkom, in v tem primeru bo B navdušil. Vseeno pa B-ja najbolj pohvalimo, da ga je možno upravljati na mnogo različnih načinov. Recimo, da se prtljažnik odpre na elektriko, z daljincem, s stikalom na vratih ali pa takrat, ko imamo polne roke, celo z brcanjem v prazno pod zadnjim odbijačem. In vsak dan mora biti enostaven, zato je upravljanje možno na številne različne načine. Lahko tapkamo po zaslonu, drsamo po miški ali pa ga navadimo na naš glas. In ko iščemo neko destinacijo, ne sme biti dilem, kateri zavoj je pravi. Navigacijska naprava mora to pokazati na realni sliki, ne pa na nekem težko razumljivem zemljevidu. In ker smo zaradi obveznosti vse prevečkrat raztreseni za volanom, Mercedes razred B naš mobilnostni vsakdan lajša tudi tako, da marsikaj preverja na mesto voznika. Ko zapeljemo s parkirišča, gleda levo in desno, če je kje kak avto, kolesar ali pešec. Preverja mrtve kote, otroke ob cesti, prometne omejitve in še kaj.